Številni dejavniki, rast zaposlovanja in plač, gospodarska rast, deflacija ter nizke obrestne mere so pripomogli k večjemu povpraševanju na trgu nepremičnin. Od oživitve trga v začetku leta 2014 smo po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije v letu 2017 spremljali pozitivne trende, ki se bodo v zmerni meri nadaljevali tudi letos. Ja, seveda zaradi tega, ker seveda novih stanovanj ni, stara so omejena, se ve, koliko jih je, se seveda tudi cena glede na urejeno stanovanja dviguje. Zdaj, razpon cen je zelo različen, lahko rečemo tam je od 950 pa tudi do 1300–1400 evrov, seveda odvisno od same lokacije, od same nepremičnine, njene razporeditve, lege in urejenosti. Tako kot v Mariboru se tudi na Ptuju in pa v Slovenski Bistrici seveda cene zvišujejo oziroma nekako počasi tudi rastejo. Enako kot je tudi v Mariboru, seveda ni dosti novih gradenj in seveda vse to povzroča potem večje povpraševanje po sekundarnih nepremičninah in seveda rast cen posledično na njih. Povpraševanje je povečano, za fizične osebe oziroma potencialne kupce pa trenutna situacija ni nujno tako dobra. Dostopnost nepremičnin je relativno skromna, se pravi nove ponudbe nimamo, se pravi imamo povečano povpraševanje po nepremičninah. To za neki razviti trg je slabo. Dobro je za prodajalce, ker dosegajo malo višje cene, slabo ali pa slabše je za kupce, ker so prisiljeni biti prvi pri nakupu. Lastniki nepremičnin si lahko z zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki v kratkem stopi v veljavo, obetajo nekatere spremembe. Glavna prednost, ki jo prinaša novi zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin za lastnika nepremičnine, je seveda postopek ugotavljanja posebnih okoliščin. To je postopek, v katerem lastnik nepremičnine lahko ugovarja posplošeni vrednosti nepremičnine, ki jo ugotovi Geodetska uprava z modeli vrednotenja. Je pa res, da glede na to, da bodo vrednosti na podlagi novega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin pripisane nepremičninam šele avgusta leta 2019, bodo lastniki nepremičnin šele takrat lahko uveljavljali ta postopek posebnih okoliščin. Se pravi, če govorimo o hitri informaciji, koliko je vredno moje stanovanje na trgu, bom z to posplošeno vrednostjo dobil dokaj korektno vrednost. Vrednosti na trgu nepremičnin se bodo urejale z uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin. Na kratko rečeno, s to indeksacijo se vrednosti v registru nepremičnin prilagajajo na stanje trga na datum 31.3.2017. To pomeni, da se vrednosti ažurirajo glede na stanje ponudbe in povpraševanja. Za povprečnega državljana ta indeksacija, ki jo je zdaj opravil GURS, ne bo nobenih sprememb. Nepremičnine so se pač dvignile z indeksom cen porasta cen nepremičnin. To za navadnega državljana ni nič, ker se te ocene vrednosti koristijo za morebitni bodoči davek, ko bo, če bo. V Sloveniji se že tako zmeraj pozna povišano povpraševanje, predvsem zaradi že obstoječih gradenj, zato tudi porast cen. Na nepremičninskem trgu tako manjkajo predvsem novogradnje, ki bi razširile trenutno ponudbo na trgu.